vsi, ki ste danes z nami v živo, pa tisti, ki ste na Zoomu. Ja, tale današnja tema, z rokom sva jo določila, mislim, da poleti lani. Čistko, ker je dosti bogata pa zanimiva, pa da malo vidu to, kako se stvari dogajajo, pa kva se lahko zgodi. In pa smo najprej poskušala se dogovoriti, da bi bilo to februarja, sem februarja malo gužva v mojem urniku, rekla sva, ajde, greva lepo plut midva malca, takrat bova vse pripravljena. Sva rekla, ajde, tema bo, kva se zgodi, ko dvignemo gotovino na bankomatu. Midva niti slučajno nisva pričakovala, da bo to en teden po temu, ko bo prišlo do bančnega kolapsa prvih bank v ZDA. Signature Bank, Silver Bank, Silicon Valley Bank, probleme od First Republic Bank, pa še zraven zahvala lepa Credit Suisse. Tako da naslednjič, ko vas zbirala temo, morava dati malo manj dramatično, ker zdaj imam že občutek, da imamo neko korelacijo, da mi dva trge premikava. Ampak to je vsem dobro, zaradi tega, ker bom lahko zaključil to našo zgodbo z realnimi primeri, ne pa mogoče prestarimi primeri ali pa teoretičnimi primeri iz zgodovine. In dobro je tudi zaradi tega, ker mogoče v medijih ni bilo najbolj konzistentno pojasnjeno, kaj se je pravzaprav zgodilo, mi bomo pa danes celo zgodbo slišali, pa bo kar kul. Ideja je, da tako 45 minut imamo telih mojih predavanj, pa kakšnih 15 minut vprašanja. Zdaj, če je kaj zelo perečega, pa vas zelo zaboli, roko gor, pa gremo hitro razložiti, okej? Ali pa če se mi kje slučajno zgubite, ampak bom trudil se imeti ful poljudan jezik, okej? Takole gre naš današnji izlet, v matematično vesolje. Imam planiranih 6 postankov, te postanki bojo povzročeni predvsem zaradi tega, ko bomo naleteli na en navidezen paradoks in bomo mislili že, da smo zašli, ampak bomo na postanku ugotovili, GPS kaže v to smer, daj pet gremo v to smer. In bomo varno do konca prišli, za razliko od prvih bank v ameriškem bančnem sistemu, pa une velike Credit Suisse zgodbice. Najprej bomo rekli čisto na easy, da malo intuicije dobimo, ajde dvignemo gotovino na bankomatu, kaj se kaj pol zgodi. Pa se moramo vprašati, očitno gotovina ni lih v bankomatu, ampak je od nekod prišla v bankomat. To so še vedno trivialna vprašanja, ampak začenjajo graditi našo intuicijo. Kot zdaj gotovina v bankomatu, kot se je sprožila. Pa bomo šli še enkrat pogledati, ko bomo že skapirali, odkot vse skupaj teče, še enkrat, kva se zares zgodi. In potem, bo tole. Sekundo, med tem časom bi lahko kaj zapel, sam ne znam lepo pet, tako da vas bom tega prehranil, pa počakal, da se naprej zganemo. Potem bomo ugotovili na koncu, da se moramo vprašati, da ne odkot je ta denar prišel gotovina, ampak da se moramo vprašati, kva zdaj ta denar sploh je. Da sploh lahko začenjamo razmišljati, kakšni so lahko vplivi tega, da gremo na bankomat. In bomo ugotovili, da se moramo vprašati nekaj še bolj fundamentalnega, odkot pa nastane ta denar. Vsi ga imamo po žepih, vsi ga jemljamo za samoumevenega, ampak redko kdo od nas resnično razume, odkot bi to prišlo, pa kdo ga kreira, pa kako ga kreira. In na koncu bomo videli, da je denar nekaj drugega, kot si mogoče zamišljamo, in bomo videli, kakšna je resna posledica dvigov tega denarja, ne govorim več o gotovini, če ste me slišali, iz bančnega sistema. In to na Signature Bank pa na Silicon Valley Bank primerih. Ajde, dajmo se zapeljati. Osnovna situacija, Jaz pridem do bankomata, dam noter mojo kartico, bankomat noter, iz bankomata mi pride gotovina. To smo že vsi videli, nič posebenega. Jaz da sem imel sploh odkot za to dvigant, sem mogel imeti kartico, ta kartica mi pa pravi, ima še en tam depozitno vpogled,
na banki, iz katerega lahko dvigneš denar. Ja, ok, Nova Ljubljanska banka. In ti ne, veliki ekonomist je imel Sberbanko do 24. marca 2021, pa je pa čez en teden ugotovil, da ni tako velik ekonomist, kot je mislil, ker so mu banko zaprli za en teden. Ampak kakorkoli, tam je imel ekonomist račun, Famnit mu je pa nakazal plačo in jaz sem lahko to dvignil in vam potegnil gotovino. Ok, ampak zdaj, odkot je prišel račun, denar, ta gotovina, odkot je prišla do banke, da je to dala v bankomat, da sem jaz to dvignil. To je prišlo od centralne banke. Okay? Tam je en na vrhu, banka vseh bank, ki to zregulira. V redu. Se pravi, celoten postopek vseh pozicij, ki se zgodijo, je, da pridem jaz na bankomat, noter dam kartico, ven dobim denar. Okay? Ta denar je v bankomat dala banka iz mojega računa. Okay? Ampak ta denar, to gotovino, je banka dobila tako, da jo je naročila pri centralni banki, centralna banka je pa poslala to gotovino naprej. Tole je ena celotna veriga, ki izhaja iz tistega, kar vemo, ko pridemo do bankomata. Ok, nič presenetljivega, samo da vemo, da je ful enih modelov še zraven pripetih na teh mojih 10 evrov. V redu. Zdaj pa se moramo vprašati v redu. Ajde, zdaj ti meni rekel, da v centralni banki ima gotovina. Ja, odkot je zdaj v centralni banki gotovina? Odkot so zdaj te evri prišli? Zdaj, ekonomist bi vam dal izi odgovor. Pa ja, centralna banka je odkupila obveznice, pa je pa ustvarila gotovino. Kakšen je to odgovor? To ni odgovor, ker bi kaj dosti pojasnil. Res se to zgodi. Ampak, torej, če hočem iz teh 10 evrov gotovine ven potegniti, očitno morajo biti odzadaj neke obveznice, ki so na centralni banki. Ok, odkot zdaj banki obveznice? Kupijo, centralna banka odkupi obveznice od velikih finančnih investitorjev, skladov, institucij, pa od bank. Ok, in pa imate obveznice in pa imate naenkrat gotovino in pa imate zdaj v žepu 10 evrov. Ustavimo konje. Najprej, kva je obveznica. Ok. Država pač hoče financirati iz proračuna karkoli, to, da smo danes tukaj, da imamo cesto, da imamo zdravstveni sistem, karkoli, potrebuje denar. Potrebuje proračunske prihodke, to jih tako dobi, da vsakič, ko grem jaz v trgovino, pa kupam Red Bull, dobim račun, na katerem piše DDV, ta DDV pobere v obliki davka, ga nese v svoje proračunske prihodke, in reče, zdaj pa imam nekaj denarja za to, da lahko plačujem vse javne storitve, pa dobrine. Ok? V redu. Ampak imamo še druge davke, tako da razumemo. Ok? Ampak pa tudi razumemo, da je to tako. Da država zbere nekaj denarja z davki, odhodki so pa ful večji. In potem dobimo primanjkljaj. Ampak ne moreš imeti primanjkljaja, ker ne moreš reči, da je Famnitu, ni teh matematičnih izletov za tega, ker pač ne moremo za štrom plačati. Okay? Morajo to sfinancirati. In da to sfinancirajo, izdajo dolg. Kako izdajo dolg? Izdajo dolg v obliki obveznice. Na obveznico napišejo, če me kupaš, boš čez 10 let dobil 100 evrov po takem in takem donosu, pa mogoče še kakšna nagradica zraven padla, vsake 6 mesecev kakšen kupon. Ok. In zdaj to država izda in pride na aukcijo. In recimo, da ste vi veliki finančni skladi in reče, lejte, to je 100 evrov vredno. Če kupite zdajle, potem čez 10 let dobite 100 evrov. Kdo kup? In potem se začne aukcija. In se en oglas, jaz dam 92. Okay? Ker razumem, danes bom plačal 92, čez 10 let bom pa 100 dobil. Potem ene reče 93, 94, dokler se nek ne ustavi zgodba. Okay? In rečemo, ok, taka je cena, za 95 evrov zdajle boš dobil 100 evrov jutri. Ok, in to je zdaj ta obveznica. Pa ima to veze z našo zgodbo. Zdaj pa rok centralna banka
pa pride do enega od vas, ki je to obveznico kupil, pa reče, za koliko skupil? Za 95. Aj ti dam jaz 96. Pa ti rečeš, da meni se 10 let res ne da čakati, evo ti je rok za 96. Rok jo kup za 96, tako da reče, ok, ustvaril sem denar. To je pač denar, ki je zdaj gotovina v centralni banki. Ok, kaj je zdaj to? Ja, prvič, zakaj ta obveznica lahko na drugi strani denar? Okay? Zaradi tega, ker jo rok kot centralna banka lahko vedno proda za denar, ki je že v zuniji. Okay? Zdaj, zakaj obveznica garantira, da je to denar? Zaradi tega, ker bo država to mogla čez 10 let izplačati. Kako bo država čez 10 let to izplačala? Ja, pobrala bo davke, okay? In to izplačala. Se pravi, tu bo denar. Zdaj, če govorim, da je teh 10 evrov sem ven potegnil iz bankomata, je mogel najprej biti kreiran dolg od države. Tudi podjetja je lahko, ker tudi podjetniške obveznice se odkupuje. Okay? In ko je centralna banka kupila te obveznice, je na drugi strani ustvarila gotovino, ki temelji na tej obveznici kot neke vrste, dejansko obstaja cash. To je nekaj tukaj od zadaj. Pa to pride v poslovno banko. Okay? Pa iz poslovne banke njen bankomat do mene. Ampak tukaj še nekaj manjka, ker nismo povedali, kako pridem iz centralne banke s temi usranjenimi obveznicami do denarja. Odgovor nam bo tole pomagalo verjetno razumeti. To je bilanca, ne se mi zdaj ustrašati, pa znovet, pa bruhati ali pa zaspati v dolgočasja, ker se zdi, da šel pred računovodstvo. Bilanca Evropske centralne banke. Okay? Na tej strani je tako imenovana aktiva. To je tisto, kar imamo. Na tej strani je pa pasiva. To je pa naša obveznost. Okay? Zdaj, če pogledamo na tej strani, imamo recimo securities of euro area residents denominated in euro. Obveznice. Okay? Tukaj so obveznice, pa še pol so obveznice. Na tej strani imamo pa banknotes in circulations, čist na vrhu. To so poli izdani bankovci. Okay? Pa imamo še nekaj drugega. Okay? Pustimo še malo teaserja. Da bomo razumeli, kako to zdaj poteka, moramo, če smo že gledali bilanco, dati noter logiko, v kateri to analiziramo. In to je tako imenovani T-račun. Okay? T-račun ali bilanca ima aktivo pa pasivo. To je, kar jaz imam, okay? To je pa vir ali moja obveznost. Okay? Zdaj, v tej igri nas je par s telim bankovcov za 10 evrov. Najprej je Rado Pezdirkej 10 evrov dvigoval. Okay? Potem je tukaj moja bivša Sberbanka, zdaj N-banka. Ki ima tudi aktivo pa pasivo. Pa v tej zgodbi smo ugotovili tudi, da imamo nekako centralno banko, to je, napišemo jih, ECB ali pa Banka Slovenije, okay? Ki je tudi povezana, ker iz tukaj vse to prihaja. Okay? Zdaj pa se strinjamo, da sem jaz dvignil cash, sem mogel imeti račun odprt na banki. Ja? Prav sem imel nek depozit. Okay? In to pomeni, da sem pač imam tam denar, s katerim lahko razpolagam, ni vezan, vedno ga lahko dvigujem, ni nobenega problema. Zdaj pa, da banka lahko posluje, mora imeti pa tako imenovane rezerve. Okay? Zdaj na drugi strani gremo k meni. Okay? Depozit je na obveznosti poslovne banke, ker so oni meni obvezani moj cash izplačati. Jaz pridem pa rečem, alo druže, tole je moj cash, izplači ga, ni lih to tvoje. Okay? Bomo tukaj rezerve, ki jih bomo za par trenutkov še v vesolju pustili. Okay? Na drugi strani mene, ki imam depozit na banki.
Okay? Zdaj bom pa jaz dvignil cash. Okay? Dvignil bom gotovino. Zdaj, kaj se bo zgodilo? Najprej meni se bo depozit zmanjšal za minus 10 evrov. Okay? Ker na drugi strani depozita so rezerve, se bojo tudi bančne rezerve zmanjšale za 10 evrov. V redu. Kaj se bo pa pri meni zgodilo? Pa zmanjšale se bodo, takole bom naredil. Gotovina minus 10 evrov. Sprav, oni bojo mogli meni tudi izplačati gotovino. Samo sekundo. Ja. Ok. Zdaj pa, meni se je zmanjšal za depozit za 10 evrov, na drugi strani sem pa dobil gotovino plus 10 evrov. Ok? To je jaz pa banka. Zdaj pa se moramo zmeniti, kaj se pa zgodilo z tem denarjem, da je pripotoval do mene. Zdaj, prva stvar, gotovina ob toku se je povečala. Več je gotovine, se pravi, centralna banka je dala gotovino v obtok. Gotovina plus 10 evrov. Okay? To je obveznost banke zdaj, ker jaz bom prišel do banke z mojimi 10 evri pa rekel, ali to res velja 10 evrov, pa oni je rekel, ja, vedno ti lahko zamenjam za 10 evrov, če hočeš, ker vem, da je odzadaj en mehanizem vezan na obveznice in ostalo monetarno politiko. Ampak zmanjšali se bojo pa bančni depoziti, se pravi depozit na banke minus 10 evrov. Zdaj se moramo pa malo pogovoriti končno o temule, rezerve, ne depoziti, pardon, rezerve. Zdaj, mi smo rekli, centralna banka kupi obveznico od poslovne banke. Okay? To je osnoven mehanizem, da nastane denar. Ampak, če centralna banka kupi obveznico, pa mora neki poslovni banki dati. In daje rezerve. Kaj pa s temi rezervami dela banka? Lahko jih trgujejo banke med seboj. Okay? Zakaj bi jih banke trgovale med seboj? Zato, ker jih potrebujejo za najrazličnejše bančne operacije. Recimo, da jaz nakažem denar iz moje banke na eno drugo banko, recimo na banko Koper, Sao Paulo, okay? Bo to potekalo, da gre elektronsko iz mojega računa na račun prejemnika. Ampak zamenjajo se pa tako imenovane rezerve bank. Okay. Kar pomeni, da banka mora imeti rezervo. Če jaz hočem od nje gotovino, okay, bo mogla poslovna banka reči centralni banki. Daj ti meni pošelj gotovino, centralna banka je pa reče, ni problem, ti moraš pa meni tvoje rezerve poslati, ker to stane rezerve, to menjava. Okay? In tako zamenjajo, dobimo gotovino, jaz dvignem depozit in imam denar v žepu. Ok. Vprašanje, pa če vsi zdvignemo gotovino. Okay? To je slika iz prejšnjega aprila v Rusiji, ker so se jim banke zaprle in so vsi udarili na bankomate čim več denarja dvigali. Enostaven odgovor bi bil, da če vsi dvignemo gotovino, bo na bankah zmanjkalo denarja. Ne bo šlo. Ne bo šlo. Zaradi tega, ker sta dve stvari povezane. Rezerve pa gotovina. Okay? Če spraznim gotovino, ne izpraznim vsega, kar je denar v bančnem sistemu. Vsega, s čemer lahko trgujem po bančnem sistemu in naprej monetarnem sistemu. Še več, 3 do 5% vsega denarja je gotovina. Vse ostalo je pa elektronski denar. Mi realno ne poslujemo z gotovino kaj dosti. Pač imamo gotovino v žepih. Kdaj imamo gotovino v žepih? Ob koncih tedna, okay, ko imamo vikend, pa je treba tako malo se sprostiti, potem imamo, podjetja imajo gotovino na plačilni dan
ali pa tudi ne. Potem imamo ob koncu leta, ko trošimo to gotovino za darila pa za frkancije, pa gotovino dvignemo tudi, ko gremo na dopust. Da imamo plačevali kakšnih provizij na bankomatu ali pa zato, da imamo neki sprot, da nismo čisto suhi, pa se znajdemo s kartico nekje, ki ni bankomata. Ampak vse ostalo je pa samo prek nakazovanja, razumete? Ko meni Famnit nakaže na račun denar, jaz dobim elektronski denar, jaz ne dobim, ne zadolžimo dekana, da vzame 6 vreč, pa jih odnese na banko, pa pol jaz pridem na banko, pa mi dajo to v manjši vreči, da jaz odnesem domov. Elektronsko se kreira denar. Če bi vsi naenkrat šli pa dvignili gotovino, potem bi se rezerve bank zmanjševale. To je posledica, ker bi se menjale za gotovino. Bi bilo neprijetno, ampak ne bi bilo konec sistema. Zaradi tega, ker je denar nekaj drugega kot gotovina. Zdaj smo prišli do tega, da je vse skupaj bilo brezupno predavanje zadnjih 10 minut, ker nismo nikamor prišli. Zdaj se pa resno vprašamo, če je to, kaj mora biti, da je neki denar? Klasično ekonomisti vam rečejo, mera vrednosti mora biti, da znamo zmeriti vrednost. Kaj to pomeni? V trgovini je to merska enota za vsak izdelek, ki ga vidim. Mora biti hranilec vrednosti. Sam po sebi mora vrednost ohranjati in mora biti menjalno sredstvo. Omogočati mi mora, da menjam dobrino za denar. Kaj je bankovec? Bankovec je definitivno denar, v fizični obliki. Ampak ni edino. Preostali denar, ki ne raste na drevesu, zraste v bančnem sistemu. Pojmo nazaj v bančni sistem, bomo še enkrat razmislili o teh rezervah. Tole je prva ideja. Prva ideja je, da obstajajo obvezne rezerve, predpiše jih centralna banka. Vi prenesete depozit 100 evrov, 1000 evrov, centralna banka reče, obvezna stopna depozita je 10%. Kaj pomeni? Banka mora od 1000 evrov vzeti 10%, jih dati v rezerve, če slučajno vi pridete pa dvignete nepričakovano denar, da imajo iz česa izplačati. 900 evrov, se pravi preostali denar, pa lahko posojamo naprej kot banka. Gre v biznis. Saj vemo, ker v biznisu je banka, v osnovi core biznisa je na depozit nizka obrestna mera, na posojilo višja obrestna mera, razlika je dobiček. Zelo posimplificirano, ampak dobro, ajde, v redu. In potem 900 evrov naredi banka depozita, mislim posojil, in ga nakaže enemu drugemu na depozit. In tista druga banka, ker ima ta posojilojemalec 900 evrov zdaj, se obnaša na sledeč način. Jaz moram 10% dati v rezerve, za vsak slučaj, to je 90 evrov. 810 evrov tega depozita lahko jaz pošiljam naprej po sistemu. In vsakič znova, ko se delajo ta posojila, prihaja denar v sistem. Velik X, to ni realno. To se ne dogaja. Čeprav boste v večini ekonomskih učbenikov videli tako razlago, ampak taka razlaga ni več realna. Iz pravih razlogov. Ta prvi razlog je, države, ki imajo veliko ekonomsko moč, ZDA, Velika Britanija, Kanada, Avstralija, imajo stopnjo obveznih rezerv nič. Nič. Po tej logiki ne bi bilo nobenega denarja v obtoku. Ne bi to delovalo. Po drugih logikah tudi to ne more delovati. Tega enostavno ne vidimo. Zamislite si primer, ko greste v kredit. A veš, čakate, da en depozit položi, da vam banka da kredit. Banka to še nikoli ni rekla. Vi pridete kje po kredit za nepremičnino, za potrošnjo ali pa podjetniški kredit in vam banka da kredit, če ste če je poslovna ideja dobra, če je zavarovanje dobro, če vse skupaj pije vodo, vam dajo kredit. Nakažejo vam sredstva na vaš depozit
in potem vi nakažete tistmu, ki vam bo dal, ki vam bo prodal ali hišo, ali boste k njemu šli na počitnice, ali pa boste pri njemu kupili kakšen stroj za vaše podjetje. In takrat pa bo denar v obtoku. Okay? No, to je malo drugačna logika. In logika je sledeča. Denar se ustvari v bančnem sistemu. Okay? Kako se ustvari v bančnem sistemu? Ne tako, da centralna banka reče, kakšna je obvezna stopnja rezerv. Okay? Pa potem toliko, kot to je, toliko dela kreditne dejavnosti banka in toliko denarja pride v obtok. Ne, obratno je. Jaz pridem na banko. Okay? Pridem na banko in jaz rečem, jaz bi kredit, jaz pa vprašujem po kreditu. Na banki mi rečejo, če nepremičninski kredit, 150.000 bi rabil. Banka reče, koliko je zavarovanje, koliko kupuješ hiša, jaz rečem 200 je vredna. Rečem jo, naredi mi še down payment, 20% od tega, 30 jurjev, pa smo zmenjeni, sem še za obrestno mero se zmenil. In je to. Okay? In potem banka na podlagi te realne vrednosti ustvari kredit na elektronski način. Enostavno mi nakažejo denar na moj račun, na moj račun pri banki, jaz pa iz tega računa plačam prodajalcu nepremičnine. Okay. Ampak da vse to skupaj teče, mora imeti banka neko zaledje. Okay. Te zaledje so rezerve. Banke naredijo svoje rezerve in iz teh rezerv meni dajo kredit, s katerim jaz plačam prodajalcu. Okay? Zdaj, če banka nima dovolj rezerv, pa gre v medbančni sistem, pa reče, mi posodite malo rezerve, zato ker jaz imam dobro poslovno zgodbo, pač prezdirjo prodajam hišo, ima službo, ima zavarovanje, vse štima. Pa je druga banka reče, jaz imam pa zdaj malo preveč rezerv, pa mi tukaj samo stojijo, ne? Lahko ti jaz te rezerve prodam. In si banke prodata rezerve. Oziroma izmenjata si, sposodita si rezerve po neki obrestni meri, ki mi danes rečemo Euribor. In potem je ta denar v sistemu. Tukaj ni bilo kaj dosti centralne banke, ne? Tukaj je od spodaj navzgor prišlo. In tukaj je prišlo še nekaj drugega ven. Denar moramo razumeti, kot je skrejevan v obliki rezerv, ne samo v obliki gotovine. Tega je veliko več. Gotovine je samo 3%, vse ostalega je več. Sprav moramo se vprašati, ni toliko več, če gotovino dvignemo, kva se zgodi, če se rezerve zginejo ven iz sistema. Zdaj, da bi to zgodbico malo bolj razumeli, gremo spet na tele naše račune in na naše dve zgodbi. Signature Bank pa Silicon Valley Bank. Kaj se z temi zadevami dogaja? Recimo, dajmo najprej Silicon Valley Bank. Pa spet malo narišemo računovodstva, aktiva pa pasiva. Tukaj bo imela depozite. Tukaj bo imela izposojena sredstva in potem bo imela kapital. Se pravi, za razliko od ideje, ki smo imeli najprej, kako denar nastane samo z depoziti, je ideja še malo večja, sredstva si lahko izposodi v medbančnem sektorju drugih bank ali pa če je nujno od centralne banke. Pa ima še nek kapital, ki so ga vplačali lastniki, imetniki delnic. Potem na drugi strani imamo rezerve, imamo posojila, to so posojila nepremičninska, hipotekarna, posojila za potrošnjo, posojila za podjetnike, pa imamo vrednostne papirje, naložbe v vrednostne papirje, tistim, o čemer smo že govorili, obveznice,
Silicon Valley Bank je imela prav problem s temi obveznicami. Gremo še malo naprej, še drugega igralca navesti, in sicer centralno banko. Centralna banka bo imela tukaj gotovina, bančne rezerve, tukaj bo imela marsikaj, bo imela zlato, tuja sredstva, pa imela bo obveznice. Ok, zdaj pa gremo na Silicon Valley Bank. Kako se je ta zadeva kuhala? Začela se je kuhati, kot prvo, primarno to je banka, ki je financirala start-upe. To so podjetja, ki imajo neko fino idejo, ki pa bo trajalo nekaj časa, preden bo ta ideja obrodila sadove. Se pravi, tisti, ki jih financira, bo ful časa noter denar vlagal in bo kakšnih 10 let, preden bo ven iz tega prišel kakšen donos, kakšen dobiček, ampak start-upi ponavadi je mitologija, da so to ful dobre ideje in se splača vlagati večletno, biti potrpežljiv, ker tisto, kar bo ven prišlo iz start-upa, bo ful dober denar. Zdaj, v letih 2020-2021 so bili ful dobri časi. Kar pomeni, da je bil poceni denar zunaj. Kaj to pomeni? Da je bila njegova cena v smislu obrestne mere nič. In venture capital skladi, to so tisti, ki običajno financirajo start-upe, so enostavno dobili poceni denar in so ga dali na start-upe. Start-upi so rekli, ok, gremo mi na Silicon Valley Bank in ves ta denar, ki smo ga dobili, dajmo v depozite. Zdaj, kako je denar poceni naratil, ameriška vlada je, tako kot evropske vlade, izdala ogromen obveznic, to so kupile banke, na koncu centralna banka, ki je pa za to izdala rezerve, pa gotovino. Ampak v glavnem rezerve. Ok, v redu, to je ta situacija, da vam povem v cifrah. Depoziti so se med letom 2020 pa 2021 povečali z 62 milijard na 124 milijard ameriških dolarjev. To je kar huda rast. In na koncu, preden je ta banka šla v default, je imela skoraj 180 milijard depozitov. Zdaj pa, te depoziti so bili pri nični obrestni meri. Pač sam shranjen so imeli tam gore denar. Zdaj pa, na drugi strani, tale banka je bila malo posebna, posojila niso kaj dosti dajali, skoraj ves denar so dali v obveznice, ameriške državne obveznice z 10-letno ročnostjo. In posel je bil tak, na tej strani imajo strošek 0%, na tej strani so imeli pa strošek, so imeli pa prihodek v višini 1,5%. Se pravi, easy busy business, nič ne delam, tam imam denar, ki ga sam naprej dam v državne obveznice, država mi vse zagotavlja, boli me. Ja. Ne, to je bil pa Signature pa Silver Bank. Te so imeli zgolj zaradi start-upov, ki so imeli noter denar. Ja. No, in potem prevrtimo to zdaj do marca. Zdaj, ko se je njim zdelo vse to tako fino, pa super, pa boli nas, so direktorja upravljanja tveganj aprila 2021 izgubili, ker je on rekel, da več tega se ne gre, se mu ne da, in je pač šel novi karieri naproti, in oni so bili do januarja 2023 brez nekoga, ki upravlja s tveganji, ki ga zanima, kaj se zgodi, če se zdaj stvari malo spremenijo, če cene teh obveznic pade, kva se v pol zgodil, imamo mi dosti denarja, prostega, ali bomo mogli kaj prodati, če dvigujejo, pač niso imeli briga jih je. Ok, pa pridejo problemi. Problem pa rata tako. Kot prva stvar, obrestne mere začnejo
naraščati in v ZDA in v Sloveniji. In v ZDA in Evropi, tudi v Sloveniji. To pomeni, da več denar ni zastonj, da ga ne moreš kar dobiti po 0% obrestni meri, ampak je neka obrestna mera na to nalepljena. To pomeni, da je bilo za sklade tveganega kapitala vse dražje pridobivati sredstva. In skladi tveganega kapitala so rekli, to je malo nam predrago vse skupaj, ne? Vi imate ful veliko denarja na depozitih iz tistih časov, ki je bilo to vse zastonj. In ne bi več si sposojali denar pa iskali ga na equity markets, dajte vi dvigant tole. No in te rečejo, dobro, sej tak ni smisla, 0% obrestne mere imam, ne. Jaz bom pač dvignil denar, ki ga rabim za to, da financiram, da podjetje deluje, če ne drugega, da plače izplačam. In pridejo in začnejo dvigovati depozite. Povejata problem. Povejata problem, ker enkrat ugotovimo, da te obveznice smo po nekem računovodskem hokus pokusu, večino, 90% smo jih vezali v nekaj, kar ne bomo prodajali. Pa še en večji problem imamo, cene obveznic so padle. Brutalno so padle. Zdaj, če imamo teh 10% obveznic, ki jih lahko prodamo, ne? Ampak ful po nižji ceni, razumete, takrat smo imeli aukcijo v razredu, pa smo rekli, ok, za 95 prodan, za 96 pol roku, ne? Ampak cene so toliko padle na aukciji, da je, ne vem, cena zdaj 77. In zdaj obveznico, ki jo je kupil za 95, prodaja za 77. Tukaj izgublja 18 enot. In zdaj, ko izgublja 18 enot, si misli, upam, da so to zadnje obveznice, da jih izplačam, zato da tistmu, ki je dvignil depozit, pač dam denar, ki ga on hoče imeti. Pa se ni ustavil, ne? Se ni ustavil. Začeli so mogli prodajati tudi 90% ostalih obveznic, tiste, ki so imeli zaklenjene, za takrat, ko zapadajo in dobijo od države 100. Da ni več te šale, da prodajam. Zguba vse večja. Kaj zdaj narediti? Prodajajo, cena vse nižja. Začnejo zgubljati denar. Ko enkrat zgubljajo denar, začnejo vezati kapital. Začnejo zmanjševati kapital. Kot morajo to pokriti, to je cash, ki ga imate tam kot lastniki. Če to več ne bo šlo. Naprimer, rekel sem, da so imeli na 178 milijard depozitov, 9. marca so jih dvignili za 42 milijard. In je jasno, da denarja zmanjkuje. In potem so šli SVB banka in je rekla, ok, ni keša, dajmo še ostale investicije skenslati in to je 28 milijard. In zdaj imamo 28 milijard, da lahko to delno izplačamo. Ni bilo dovolj keša, še 15 milijard so si sposodili v medbančnem sistemu, da bi to izplačali. Ni bilo dosti keša. To je zdaj problem, zdaj moramo pa iti na delniški trg in prodati delnice, dobiti kapital, pa iz tega zmanjševanje kapitala uravnavati in umiriti zadevo. Zdaj seveda ni pomagalo, da so nekateri ključni ljudje iz SVB banke, ki so bili lastniki, delni lastniki tudi te banke, začeli delnice prodajati, pa poslali signal ven, da lej druže, to ne kupuj, to prodaj. Tudi jaz povem, ker sem pač lastnik in executive tej firmi. Seveda vsi so jim rekli, da več tega ne bodo kupili. In potem se je začela banka sesuvati. Postalo je jasen, da nekaj ni dobro. In zdaj kaj, ko se zgodi, ko se banka sesuje? Banka sesuje tako, kot pezdir na začetku marca 2022, pred Sberbanko stoji, pa nima več šans, keša ni. Druže para nema.
In seveda pol zvem po poročilih oziroma tako, kot vsi zvemo, da nekateri se dostojujo, ti banka na tvojemu depozitu garantira. Ni panike, ok, ni panike. Pa ti zvejo, da denarja ni več, depozite več noben ne bo izplačal, da je vse skupaj zamrznen in da jim pač do 250 000 PDI-ca, regulator zavarovalnica, pač reče, da to, ki jim bojo izplačali. In vsi startupi ugotovijo, da zajebali smo. Imamo po 500 milijarde noter. Hudo je. To je ful idiotsko, ne? Zaradi tega, ker to je nekaj, kar je nerazumljivo, pa deluje kakšno slovensko bančništvo pred 15 leti. Vsak razumen človek, ki upravlja z denarjem v podjetju, razume, da ne more imeti nezavarovanih depozitov. Okay? Če ne drugega, raztreščih po večjih bankah, a ne da boš prišel do takih vsot, ki so zavarovane, pa da boš prišel do bank, ki pač niso vse tak sranje kot tukaj. Ker to pomeni, da pač plač izplačali ne bojo, da stroškov ne bojo izplačali. In tukaj se začne zadeva lomiti. In potem gremo korak naprej in ugotovimo, da vsa ta genialna ideja z obveznicami je bila tudi absolutno nezavarovana. Ker to, da cena obveznice pada, ko jo ti prodajaš, to lahko zaustaviš za tem, da to zavaruješ. Rečeš, ok, plačujem neko zavarovanje ali pa delam neko pozicijo finančno, tako da če nekje delam izgube, na kontrapoziciji delam dobičke in se mi to izniči. Ampak tega sploh niso naredili. So imeli 180 milijard praktično klele noter, 140 milijard so imeli obveznic, zavarovanih so imeli pa za 0,5 milijarde. To je bilo neka absolutna norost, to finančni svet ni že dolgo videl takih idiotov na kupu. Najprej te, ki so kar depozite noter dajali, pa briga jih, dokler ni problem, nič benga zavarovanja, na drugi strani upravljalci banke, ki absolutno nič niso razmišljali benga zavarovanja ničesar. Kolaps. No, ta druga je pa Silver banka, Signature Bank. To je pa to, kar si rekla, ne? Signature Bank je imel pa problem, ker so pa začeli, da bojo oni pa ena izmed prvih bank, ki bo imela kripto zgodbo zelo veliko. In njihovi depozitarji so bili kriptoti. Na depozitih kriptoti, na aktivi, pa 10-letne državne obveznice, nezavarovane, ki jim cena pada. Se pravi, takoj, ko se je depozit hotel dvigati, so mogli te nezavarovane obveznice prodati po ful nižji ceni, naredili celo izgubo, ker je bilo vse nezavarovan in katastrofa je bila pred vrati. Zdaj, kaj se je tukaj točno še zgodilo pri Signature Bank? Signature Bank je utrpela dva problema s temi kriptozgodbami. Prvič, ki je FTX razpadel, ker se je pokazalo, da ti z Almedo absolutna, neverjetna svinjarija od podjetja, ker tam ne samo, da so jim kar udarili pa jim pobrali kriptovalute, izkazali se je tudi, da niso vodili nobenega registra, kje sami investirajo, sploh se ne ve, kje je denar. Tako da sam Brinkman-Fried vemo, da je pa potrošil ful denarja na Bahamih, da so starši kar naenkrat ratali visokošolski učitelji, tako kot mi trije, so kar naenkrat ratali nepremičninski mogotci in tako dalje in tako naprej. Tiste kloaka sama po sebi, ki kaže, koliko je svet kriptotrga idiotski, pa v povojih. In so enostavno zaradi te volatilnosti, ker je sprožili vsi te škandali, začeli folk pobirati kriptovalute, pa jih menjati v te prave valute. To je bilo eno. Drugo pa, na depozite so jim dali 0%. In oni so bili že tako živčni od izgub in so rekli, mi bomo dvignili depozite in jih bomo vrgli v neke finančne instrumente, ki pa dajo nek donos, ne pa dekle sedijo z 0%. In tako se je začelo odlivati denar. In se je odlival denar, oni so mogli obveznice
prodajati, zavarovani niso bili, zmanjkali mi obveznic, po vse nižji ceni so šli in Signature Bank odide. Pol, seveda ni bilo nič zavarovanega, tudi na depozitih, da se razumemo. Potem se je naslednja stresla tale, kaj že, First Republic Bank, ker so pogledali, kje so še take banke, kjer je najmanj zavarovanih depozitov in so ugotovili, da je to naslednja banka. To se je zelo hitro rešilo z enim kombinacijo programa Ameriške centralne banke in s tem, da so večje banke pa investicijski skladi dali depozit v First Republic Bank in rekli, glejte, če je dobro za nas, bomo cel sistem vzdržali, tako da ne paničajte. In so to nekako zamejili. Zdaj, Credit Suisse je čisto druga zgodba, če želite pol Q&A, pa to povemo. Dajmo samo še na hitro pokazati, kako to zgleda zdaj. Zdaj, ko vemo, kaj pomeni navalna banke, ker se dviguje masiven depozit, ne tisti z gotovino, masiven depozit, skreiran denar, ok? 13. marec je tole, ok? Potem, ko so prišli zjutraj in so dvignili prej omenjenih 42, po 9. marcu so dvignili 42 milijard. Cena delnice CVB Financial Group, seveda, ekstremno upadla. Na tej točki so oni hoteli delnice prodajati, zato da bi dobili kapital. Bad idea, ok? Ampak kaj je šlo pa naprej po sistemu? Najprej S&P 500, 13. marec, ok? Tole je ekstremen padec, ki ga je SVB naredil. Zdaj, 13. malo pred tem je bil, to je borzni indeks 500 tih podjetij, najbolj elitnih, ki kotirajo na borzi, ok? Potem, ko smo bili že pri S&P indeksu, kot znanilcu, kam grejo delnice v ZDA, relativno visok na leto osnovi, se pravi na 10% višji poziciji vrednosti kot pred letom, je samo CVB Bank uspel popolnoma razsuti trg. Prav, dvignili smo Renon Banks na depozite, ok? Cel trg potegne, vrednost vseh podjetij, ki kotirajo S&P 500, se zmanjša. Je velik problem, kako poloni naprej investirajo, pa kaj z njihovim kapitalom. To so pa obveznice. Cene obveznic so, tole so donosi, zahtevani donosi na obveznice, ki so v obratni smeri kot cene obveznic. Pa kaže, da so pa cene obveznic neskončno porasle. Se pravi, obveznice so pa začele potem kupovati, povpraševanje po obveznicah se je zvišal, zato da bi ostala podjetja se zavarovala. Ampak predolga zgodba. Tukaj samo kaže, da ima pa pol tole cel vpliv zdaj na celotno ekonomijo. Obveznice so pa tista zgodba, ki smo jo na začetku povedali. Nekako država plača tole elektriko, imamo primanjkljaj, izdamo obveznice, gremo pol v bančni sistem, od bančnega sistema odkupi centralna banka, pol ustvarjamo denar z rezervami v medbančnem sektorju. Tole, ki bi kamen vrgel v celoten sistem. Samo ena, SVB banka. Okay? Kar vam kaže, da to posledice so lahko dramatične.